Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na odprtju nove razstave v Sinagogi Maribor, a tudi tokrat bo to odprtje virtualno. Za vas smo pripravili razstavo likovnih del Romana Ericha Pečeta, človeka, ki ni bil samo umetnik, ampak človek z veliko začetnico. Pečet se je rodil leta 1907 v Kočevju, v družini kočevskih Nemcev. V Kočevju pa je preživel tudi svoja prva otroška leta. Po prvi svetovni vojni je družina izkusila nestrpnost, ki so je bile deležne manjšinske skupnosti tudi v tedanji Jugoslaviji. In Pečetovi so se naposled izselili v Avstrijo. Roman Erich Pečet se je izobrazil s področja umetniškega ustvarjanja in vzgoje ter tehničnega risanja. Pridobil si je tudi ustrezne pedagoške kvalifikacije za poučevanje različnih predmetov. Ena najpomembnejših zgodb njegovega življenja pa se je odvila med drugo svetovno vojno, ko je leta 1944 kot vojak Wehrmachta pred holokaustom rešil 5-letni judovski deklici Evo in Miro Tibor. Za to pogumno dejanje mu je spominski center holokausta Yad Vashem leta 1982 podelil naziv pravičnika med narodi. Na razstavi v Sinagogi Maribor predstavljamo 26 likovnih del, ki izkazujejo Pečetovo navezanost na rodno Kočevsko. Razstavljena dela so iz zbirke Združenja Gočer Gedenkstätte iz Graza in zbirke Pokrajinskega muzeja Kočevje. Direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje, Vesna Jerbič-Perko, nam je ob tej priložnosti namenila nekaj pozdravnih besed. Roman Erich Pečet je leta 1982 prejel častno priznanje pravičnik med narodi. Raziskovanju njegovega življenja je veliko pozornosti posvetil Mihael Petrovič Mlajši. Na gostujoči razstavi v Sinagogi Maribor so predstavljena dela, izbrana iz zbirk Združenja Gočer Gedenkstätte in Pokrajinskega muzeja Kočevje. Izpostavljeni so nekateri družinski portreti, upodobitve posameznih vasi, več del prikazuje posamezne stavbe oziroma druge podrobnosti iz Kočevja in vasi. Razstava ne zajema le Pečetovih likovnih del. Njen zelo pomemben del je umetnikova življenjska zgodba in zgodbe ljudi, na katere je s svojimi dejanji vplival. Razstavljena umetniška dela, življenjske zgodbe in razmišljanje o lastnih dejanjih ustvarjajo kompleksnost, ki je še kako aktualna tudi danes. Ohranjanje spomina na ljudi in dogodke iz preteklosti je del poslanstva Pokrajinskega muzeja Kočevje. Zahvaljujem se za priložnost, da sodelujemo s Sinagogo Maribor, saj imamo mnogo ciljev, ki jih lahko uresničujemo tudi s skupnimi projekti. Razstava Roman Erich Pečet in njegova Kočevska je bila prvič razstavljena leta 2016 prav v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Pobudnik postavitve razstave je bil Mihael Petrovič Mlajši, ki se je raziskovanju življenja in dela svojega kočevskega rojaka posvetil še posebej temeljito. Ko človek pomisli na ime Roman Erich Pečet, pomisli pravzaprav tudi na dve stari misli. Ena je tista znamenita, ki so poznali že stari Rimljani, da je človek človeku volk. Druga je pa misel Maksima Gorkega, ki je rekel, da beseda človek zelo imenitno zveni. To je namreč povezano s tem, da je Pečet v Kočevju rojen v nizu hiš, kjer najdemo celotno usodo druge svetovne vojne. V prvi hiši tega niza je rojen Roman Erich Pečet, v drugi hiši je rojen Wolseger, ki je bil med vojno prepričan nacist, predsednik Koroške, Reinerjeva desna roka in seveda ravno nasprotje Pečetu. V zadnji hiši istega niza je pa rojena gospa Turzanskijeva, ki je bila pa kot judinja žrtev preganjanja. Torej imamo v istem nizu stavb v Kočevju tako preganjalce kot preganjanje, kot z Romanom Erichom Pečetom, tiste, ki so človeška življenja v tem času reševali. Mogoče je to, da je Roman Erich Pečet znal biti človek v najboljšem pomenu te besede, povezano tudi s tem, da je sam izviral iz dokaj kozmopolitskega okolja. Njegov oče je bil kočevski Nemec, njegova mati je izvirala iz starega galicijskega plemstva. Priimek Abraham, ki se ravno tako pojavlja v družini, pa kaže, da bi nemara znal imeti tudi oddaljene judovske prednike. Povrh tega je bil njegov ded
duhovnik grške katoliške cerkve, tako da je bilo Pekšeto življenje z različnimi kulturami položeno tako rekoč v zibko. Po drugi strani je pa v obdobju po prvi svetovni vojni doživel tudi to, kako je, če si preganjan. Zaradi nemške nacionalnosti je njegov oče izgubil službo v Ljubljani, kjer je takrat učiteljeval na učiteljišču, in družina se je bila prisiljena izseliti v Avstrijo. Tisto, kar je seveda potrebno reči in omeniti, je to, da je Pekše bil otrok dveh ne samo kultur, ampak je tudi odraščal v dveh državah. Odraščal je najprej v Sloveniji, začetka v Kočevju, kasneje v Ljubljani, po preselitvi v Avstrijo je pa potem šole dokončal v Avstriji, tako da je pravični mednarodni tako z vidika Slovenije, ki jo je vedno štel za svojo prvo domovino, kakor tudi z vidika Avstrije, kjer je preživel svoje odraslo življenje in kjer je potem na koncu tudi umrl. V Avstriji se tudi šolal, končal je likovno akademijo, postal magister artium, končal je še nekatere druge šole, tako da je bil baje prvi učitelj tehnične vzgoje za dečke v takratni Avstrijski republiki. Bil je menda tudi najmlajši definitivno nameščeni učitelj Avstrije in tako se je pravzaprav že v tem svojem obdobju avstrijskem srečeval z najrazličnejšimi intelektualnimi izzivi, tudi zaradi tega, ker je takoj po prihodu nacizma, torej po tako imenovanem Anschlussu, doživel tudi tisto, kar so doživljali tisti, ki se s Hitlerjem niso povsem strinjali, izgubil je službo in se šele tik pred vojno potem uspel z režimom za silo pobotati. To je bil tudi razlog, zakaj je še pred vojno prostovoljno vstopil v nemško oborožene sile, s poudarkom, da je dober matematik, kar ga je potem prineslo v Luftwaffe in po službovanju v več krajih, med drugim v današnji Ukrajini, potem leta 1944 tudi v Novi Sad, kjer je pa potem prišlo do tistega dejanja, zaradi katerega ga danes poznamo in cenimo. V Novem Sadu je bil namreč nameščen pri judovski družini, ki je imela tudi dve hčerki, dve petletni dvojčici, in Pekše je na svojem službenem mestu izvedel, da nemške okupacijske oblasti načrtujejo deportacijo Judov v taborišča. Družini dvojčic, to je bila družina Tibor, to je bila njuna mati Tibor, ki je takrat živela z dvojčicama pri svoji sestri Olgi Černej, je poskušal pomagati, poskušal jih je prepričati, da naj pravočasno pobegnejo iz Novega Sada, kar pa se ni zgodilo, ker niso hoteli pustiti svoje bolne matere same v mestu. Ko je bila pa potem že prišlo do blokade mesta, ko so bili izhodi iz mesta prepovedani, je pa Pekše sklenil, da bo rešil vsaj obe dvojčici. Dvojčici je vzel seboj v avto v uniformi nemškega oficerja, se je izdajal za njunega očeta, pomagala mu je tudi gospodinjska pomočnica družine Černe oziroma družine Tibor, ki se je izdajala za mater obeh deklic, in skupaj sta deklici potem uspela pripeljati na Madžarsko, kjer jo je skrila sorodnica, tako da sta konec vojne preživeli. Manj sreče so imeli potem njuni družinski člani. Celotno družino so odpeljali v Nemčijo in čeprav je Pekše gospema Tibor in Černej naročil, naj pred Dunajem skočita z vlaka in se oglasita pri njegovi ženi, ki jima bo potem pomagala v nadaljnjem poskusu bega, se tega nista upali storiti, tako da je mati obeh dvojčic, Have in Mirjam, življenje končala v Auschwitzu. Njena sestra je pa po koncu druge svetovne vojne prišla nazaj v Novi Sad, deklici poiskala in se z njima kasneje izselila v Izrael. Leta kasneje sta potem obe deklici Romana Ericha Pekšeja predlagali za podelitev naziva pravični med narodi in v utemeljitvi sta tudi zapisali, da se jima je prikazal kot angel varuh v uniformi Wehrmachta, žareč od dobrote in pripravljenosti pomagati. Tako je Roman Erich Pekše, ki je to smatral za svojo človeško dolžnost, vedno je namreč govoril, da obstajajo zakoni, obstajajo pa tudi zakoni srca in zakoni, ki moraš slediti kot človek, postal kočevski in eden od slovenskih Schindlerjev, še toliko bolj, ker je v eni izmed knjig, ki obravnavajo pravičnike med narodi, njegovo ime po naključju, po abecedi
uvrščeno ravno poleg Schindlerjevega imena. V času, ko je ta naziv prejel, je bilo po vsem svetu razglašenih samo 2000 pravičnih mednarodij. No, treba je pa povedati, da Peče ni bil samo humanist v najboljšem smislu te besede, bil je tudi umetnik, nenazadnje je končal akademijo in kot slikar je razvil z leti povsem samosvoj slog slikanja, se naslanjal seveda nekaj na svoje učitelje, pa tudi na Marka Chagalla, postopoma prehajal od zelo nazornega slikanja, nazornega risanja, kajti risba je bila njegova moč, k bolj abstraktnim formam, vseeno pa ostajal še vedno toliko figurativen, da je njegove slike vedno možno prepoznati. Ker je bila njegova moč predvsem v risanju, je razvil tudi lastno tehniko, tako imenovano luminografijo, ki je temeljila na tem, da je naslikane oziroma narisane slike skopiral v različnih formatih in potem ročno koloriral, opremil z izrezki iz časopisov in še z lastnimi ročno napisanimi komentarji. To mu je omogočalo, da je naredil relativno velike serije dokaj individualnih slik v kratkem času in tako se je ohranilo zelo veliko njegovih del. Značilno je bilo tudi to, da se Pečetovih slik ni dalo kupovati. Vedno jih je samo poklanjal, torej dobil si jih lahko samo kot darilo in čeprav je v mladih letih veliko razstavljal tudi v tujini, je kasneje tudi to navado opustil, začel je razstavljati na svojem domu, običajno pod pokroviteljstvom najvidnejših avstrijskih osebnosti in baje je bil prvi, ki je v Avstriji uvedel takšno prakso. Peče je bil zelo ponosen na svoje likovno delo, trdil je, da je treba vsak dan risati, vsak dan slikati, ker je drugače dan brez risanja izgubljen in njegova žena je potrdila, da je postal zelo neprijeten, kadar kakšen dan ni uspel ničesar narediti. Imel je tudi nekoliko svojstvene poglede na umetnost, ker je narisal oziroma naslikal tudi kar nekaj portretov, se portretiranci nikdar niso bili s portreti prav zadovoljni, kajti vedno jih je narisal vsaj nekaj let starejše, kot so v resnici bili, to pa z utemeljitvijo, da bodo potem taki portreti ohranili svežino, tudi še po tistem, ko se bodo portretiranci postarali. O tem, koliko pomeni ta dejanje Romana Ericha Pečeja, ki ni rešil samo teh dveh deklic, ampak po pričevanjih pa je tudi judovskega zdravnika, ki je v Novem Sadu skušal narediti samomor, pa verjetno največ pove to, da je po letu 2000, ko je bil Peče že dolgo med pokojnimi, župan Braunova ob Inu, torej Hitlerjevega rojstnega mesta, stal pred Hitlerjevo hišo z imenom Romana Ericha Pečeja v rokah in s tem poudaril to, da iz Avstrije ni prihajal samo Hitler, ampak so ti kraji premogli tudi človeka in tudi ljudi, ki so se bili pripravljeni Hitlerju v tistih težkih časih postaviti po robu. Razstava Roman Erich Peče in njegova Kočevska je doslej gostovala v različnih krajih po Sloveniji. Med drugim je bila razstavljena tudi v Državnem zboru, na ogled pa je bila nenazadnje tudi v sinagogi v Novem Sadu. Od tam nam pozdrave ob današnji otvoritveni slovesnosti pošilja Vladimir Todorović, član nevladne organizacije Danubios in judovske skupnosti Novi Sad. 2016. otvorena je novosadska izložba slika Romana Ericha Pečeja. Na značajan datum u pravoslavnoj religiji smo upoznali Novosađane sa 26 radova neizmerno plemenitog čoveka iz Ridi-Minkresa. Otvorili smo je 21. novembra, kada mnoga srpska domaćinstva slave krsnu slavu Aranđelovdan u čast svetog arhanđela Mihajla, princa Anđela, u jevrejskoj i hrišćanskoj tradiciji. Za Jevreje zaštitnik Izraela i sinagoge, za pravoslavce čuvar vere i pobednik nad Luciferom. Kao zapovednik nebeske vojske poterao je sa nebesa Lucifera zbog pobune protiv Boga i bacio ga u pakao. Izložba je bila napravljena zahvaljujući dobroti mojih prijatelja iz Kočevija, Vesni Erbić-Perko i Mihajlu Petroviću. Njih dvoje su se bavili svojim projektom, od koga je Kočevje iste jeseni imalo veliku svečanost,
u čast Pečea, ja sam istraživao njegov život radi knjige i dokumentarnog filma. Stupili smo u kontakt pa razmenjivali neke podatke i rodila se ideja da izložbu iz Kočevja doselimo do Novog Sada. Roman Erich Peče je pobedio Lucifera u Novom Sadu 1944. kao poručnik Wehrmachta, spasavajući petogodišnje jevrejske bliznakinje deportacije u Auschwitz. Hajde da taj poduhvat sagledamo iz ugla jevrejske tradicije i priče o Arhanđelu Mihajlu. Je li se Peče iskazao kao zaštitnik Izraela i sinagoge spasavanjem ta dva deteta, Eve i Mire Tibor? Jeste. Vesna Jerbić-Perko, Mihajl Petrović i nas dvojice iz udruženja Danubius, naše nevladine organizacije, uz mene advokat Miša Miković, dogovorili smo se sa jevrejskom opštinom Novi Sad, čiji sam član, da Pečeovu izložbu priredimo u Novosadskoj sinagogi. Na pravom mestu, a evo i sada je isto. I ova je u sinagogi. Verovatno da je 2016. bilo prvi put u svetu da radovi nekadašnjeg Hitlerovog vojnika budu izloženi u jevrejskoj bogomolji. Da li je Peče zavredio da bude izuzetak? Naravno. Pa naci-fašisti su u proleće 1944. deportovali u Auschwitz više od 12.000 Jevreja Bačke, od kojih 1900 novosadskih, a njih se oko 1800 nisu vratili. Slikar iz Ridim Inkrajsa ih je ipak pobedio kao Arhanđel Mihajlo Lucifera. Nisu odneli i Evu i Miru. Eva i Mira Tibor su preživele rat kao jedine iz porodice. Majka je u Auschwitzu izdahnula, otac je podlegao bolesti u radnim jedinicama u koje su fašisti trpali Jevreje i izlagali ih neljudskostima. Bliznakinje su se sa svojom širom porodicom 1948. iselile u Izrael, tamo se školovale, zaposlile, udale. Mira je pokojna od 2011. a Eva je i pre neku godinu bila u Novom Sadu. Da kažem još da je naša izložba 2016. bila treća Pečeova u Novom Sadu. Prve dve je imao 1944. a njegove slike su nastale i pre nego što je noćnim vozom Krišom odveo u Budimpeštu Evu i Miru i neposredno posle toga. Iselio ih je uz pomoć kućne pomoćnice, predstavljajući Juciku kao svoju suprugu, a bliznakinje kao zajedničku decu. Devojčice su posle skrivane u sirotištu u Pečuhu. Kako je treća Pečeova izložba bila primljena u Novom Sadu 2016. Dopustite mi ovaj odgovor. Ako je u nekog slikara duša kakva je bila Pečeova, jasno je kako je zanimanje izazvala. Razstava bo v sinagogi Maribor na ogled do 31. avgusta 2021. Organizatorja razstavnega projekta sta Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in Pokrajinski muzej Kočevje. Ob razstavi smo pripravili izloženko v slovenskem in angleškem jeziku, za katero sta besedilo prispevala Mihajl Petrović Mlajši in Vesna Jerbić-Perko. Jezikovni pregled besedila je opravila Darja Gabrovšek-Homšak, v angleščino pa je besedilo prevedla Mateja Žuraj. Koordinatorji projekta so bili Marjetka Bedrač, Mihajl Petrović Mlajši in Vesna Jerbić-Perko. Tehnični asistent pri postavitvi razstave je bil Domen Kodrič. Pripravo in izvedbo razstave v sinagogi Maribor sta omogočila Mestna občina Maribor in Veleposlaništvo države Izrael. Prijazno vabljeni k obisku sinagoge in ogledu razstave Roman Erich Peče in njegova Kočevska.